Kaj pa zdaj te konkretne, teh 39 glasovnic, boste kaj predlagali, da se razveljavi glasovanje po pošti, boste predlagali, da se... Kako bodo dogodki potekali, točno ne ve še nihče, niti Državna volilna komisija, niti pravzaprav mi. In na to bo pač treba reagirati takrat, ko bo vprašanje aktualno. Ampak kolikor sem jaz razumela dosedanjo razpravo in dosedanje skrbi, in moram reči, da je Državna volilna komisija se teh skrbi očitno zaveda, da bo verjetno potrebno pregledovati posamezne glasovnice in to pomeni, da se bo potem tudi čas do razglasitve rezultatov volitev zavlekal. Mi seveda v stranki Zares bomo pač reagirali takrat s svojimi predlogi, ko mislimo, da bo to potrebno. Čestnika, imate informacije iz Avstralije, da so ljudje že dobili glasovnice? Že veste, za kakšne glasovnice, ker recimo z so dobili ljudi, ki niso več? Detaljnih informacij nimam, zato ker sem poskusil preko očeta dobiti kakšen odgovor, vendar je tako besen v celotnem sistemu, da je skoraj telefon odložil. Reči moram to, da vtis, ki ga dobim, ko sem govoril s posamezniki v različnih slovenskih društvih in pa tudi privatno, da zakaj gremo skozi to aktivnost voljenja. Imamo krovni zakon o Slovencih po svetu, ki je bil nekako buldožersko vpeljan v naš sistem in je v konfliktu s 23 drugimi kosi zakonodaje in 2 rezolucijami, pa pustimo to. Vprašanje se pojavlja med skeptično vprašanje, ali je to generalka za volitve 2008. In to je pa resno vprašanje. Ali bomo v tej državi rabili komisijo OVSE, da prije nadzorovati volitve? To je bilo potiho rečeno. Zdaj, volitve v preteklosti so bile v versko-kulturnih središčih, v Melbourneu, Adelaide in v Sydneyju. Do neke mere je to razumljivo, ker ljudje so zaradi jezika in posebno starejši gravitirali. Ampak zdaj, ko imamo ta nov pristop in pride glasovnica domov in je naslovljena na Jakob Česnik, recimo, in moj sin naj bi bil Jakob Česnik, Jakob Česnik je pa že pokojen, a bo Jakob Česnik izpolnil to. Kako mu to evidentirati? In tukaj je luknja. In takih lukenj je precej. Da ne govorimo samo o strošku. 39 000 in še nekaj kosov pošte. Demokracija na delu. Demokracija nikoli ni bila poceni. Ampak če imamo seznam, kjer je originalno bilo rečeno, da je 70 000 imen, potem je poslano 39 000 in še nekaj volilnih kuvert po svetu, se človek vpraša procentualno, koliko jih je šlo v Evropsko unijo izseljencem, koliko jih je šlo v Bosno, koliko jih je šlo v Kanado, Ameriko, Južno Ameriko, Avstralijo. Koliko teh 39 000 je bilo poslanih nazaj? Address unknown, naslov nepoznan. In to so tiste stvari, ki bi Ministrstvo za notranje zadeve lahko boljše izpeljalo. In torej krivda na koncu, ne glede, da je predstavnik včeraj na televiziji prevzel odgovornost in se skril za kolektivno, ja, napake smo naredili. Odgovornost gre v prav vrh celotnega Ministrstva za notranje zadeve. To je moje mnenje. In kar se tiče pa stranke Zares, je pa kolegica že predstavila stališče, po katerem, ko bo stvar dokončana in ko bodo se stvari razvile, se bo dejansko lahko gledalo z vseh zornih kotov na ta problem. Seveda nas pa v stranki zanima, koliko državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je bilo vpisano v evidenco volilne pravice od zadnjih državnozborskih volitev, ki so bile 3. oktobra 2004, pa do danes, tudi na podlage zahteve
z državljana, ne, po prvem odstavku 10. člena zakona o evidenci volilne pravice, potem tudi koliko državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je bilo vpisano v to evidenco volilne pravice, od zadnjih državnozborskih volitev pa do danes po uradni dolžnosti, to je na podlagi 9. odstavka 10. člena zakona o evidenci volilne pravice. Seveda nas tudi zanima, v katere države so po naslovih iz evidence bile poslane glasovnice. Toliko za enkrat, ne? Gospod Česnik, vi kot nekdanji zdomec, zanima me, ali ocenjujete, da je dovolj zagotovljen zahteva po maksimalnih možnostih izpolnjevanja pravice do volitev slovenskih državljanov, če so državljani, ki živijo v tujini, obveščeni o tem in potem zahtevajo te volilnice, je to dovolj, ali vendarle menite, da bi bilo potreba narediti še kaj, oziroma glasovnice kar poslati? In kot drugo me zanima, ali menite, da je možna še kakšna druga zloraba, kakšnih organizacij, ker najbrž poznate sceno v Avstraliji, kakšnih organizacij, kakšnih skupin, mogoče kakšnih posameznikov? Torej, glede zlorabe določenega spektruma družbe, izolski primer s štempelkami na kuvertah je zadosti govoren. To se lahko pojavi kjerkoli, da je manipulacija strani ene ali druge skupine ali pa tudi posameznika možna. Zato jaz pravim in se strinjam z komentarjem, kdor hoče voliti, je res, naj telefonira, piše pravočasno na DKP, ki je v veliki večini držav po svetu, se registrira. Konzularne ure so tako v Sydneyju, v Melbourne, Perthu, v Adelaide, v Brisbaneu. Zdaj si Pavel Gantar napovedal poslansko vprašanje Martinu, v katerem govori, da med drugim obstaja tudi sum, oziroma da obstaja, da domnevajo, da se je prišlo do pritiskov do agitiranja volivcev, da glasuje za posameznega kandidata. Pa me zanima, obstaja kaj dokaze, oziroma čem konkretno je to, kar so vprašanje to sploh? Moram reči, da jaz sem prišel zelo na hitro na ta sejo zdajle in da nisem vedel, da je poslanec Gantar to dejansko sprožil. Tako da nisem s tem seznanjen in ne morem komentirati. Ker midva sva oba prišla na enkrat. Ja, to je, jaz poznam, kakšna bo vsebina poslanskega vprašanja in sem jo tudi delno prej že navedla. Ne? Zakaj pa gre pri teh agitiranju volivcev? Mislim, da je to samo eno tistih vprašanju v predlitvi piše, da med drugim obstajajo sumi, da nekje v tujini prihaja do agitiranja volivcev, da ne glasujejo za posamezne kandidate. Zakaj konkretno tu gre? A to je to? Obstaja sum in mislim, da je delno tudi že gospod Peter Česnik pravzaprav opisal, da lahko pač določene skupnosti, sosedje ali kakorkoli, se to ni značilno samo za nas. Spomnite se recimo volitev v Bosni in Hercegovini, ki so bile tudi mednarodno zelo odmevne, kjer se je zelo tudi pravzaprav spodbujalo ljudi izven teritorija, da volijo, da so vendarle bili določeni pritiski, bodi si sosedov, vlastne etnične skupnosti ali kakršnih skupnosti drugih interesov. To se pravi, takšni sumi lahko obstajajo. Če pa ima, bomo videli, ali so utemeljeni ali niso. Neprijetni okus obstaja. Tako. Da končam, lahko povzamem, in Avstralija je ena izmed redkih držav na svetu, kjer državljani morajo obvezno iti na volitve. Tega verjetno v Sloveniji nikoli ne bo.